Marjo, živijo. Živijo. Govoriva o naši skupni akciji Kalčka in Feelgooda Postanite zdravi in mladi, v kateri zdaj spomladi imamo 3-mesečni termin, ki se bo začel marca in bo trajal do maja, katerega namen je, da se udeleženci in srečni nagrajenci spravijo v odlično formo do poletja, da bo ostalo od njih tisto najboljše. Pomemben del tega je prehranski del, ki ga boš s svojim znanjem in svojimi nasveti vodil. Na čem temelji ta prehranski del naše akcije Postanite zdravi in mladi? Ja, zelo pomembno se mi zdi izpostaviti, da tukaj res ne gre za neke restriktivne diete. To se včasih ustrašimo, zdaj pa gremo v neko akcijo, v neko preobrazbo, karkoli bomo mogli jesti po rekelcu, šteti kalorije, grame in se odrekati hrani, ki jo imamo radi. Ne, tu se ne gremo tega, gremo se v bistvu neke prehrane, ki jo lahko na dolgi rok sprejmemo za svojo in temelji na nekih logičnih načelih, na načelu, ki ga pri nas, pri Feelgood, mu rečemo Feelgood BMV, oziroma beljakovine, maščobe in vlaknine, se pravi, spoznali bomo najboljše vire beljakovin v prehrani, najboljše vire vlaknin in maščob. In bomo to poskušali tako oblikovati, da bo dobil vsak od tu ven nek primeren obrok zase, se pravi, po svojem okusu. Tudi če smo recimo vegetarijanci, ne maramo jesti veliko mesa, potem bomo lahko našli neke druge alternativne vire beljakovin, pa jih pospremili z dobrimi maščobami, ki so nam ljube, pa vlakninami. Če imamo radi meso, če imamo radi ribe, če imamo radi mlečne izdelke, bomo lahko izbirali te, pa jim dodali neke druge rastlinske vire prehrane poleg, če me zastopite. Se pravi, za vsakogar se lahko najde nekaj, ampak končni cilj bo pa, kot je omenil Terence, preoblikovati naše telo tako, da bomo z njim zadovoljni, da bomo v boljši formi, boljšega zdravja, izstopili tiste recimo nabrane maščobe, ki se jih želimo rešiti, in da ostane od nas tisto najboljše, kot je rekel Terence, se pravi pusta mišična masa in dobra kondicija. Je to način prehrane, v katerem se lahko tudi vegetarijanci prepoznajo? Kot sem omenil prej, če smo vegetarijanci, če smo vegani, to ni restriktivna dieta v smislu, da je prehrana za samo ljudi, ki jejo meso, ali samo za ljudi, ki ne jejo mesa, ali za ljudi, ki so izsušeni vegetarijanci ali ne. To je prehrana, kot rečeno, za vsakogar. Če kakšnega živila ne maramo, ga lahko nadomestimo s katerim drugim. Se ni samo en vir beljakovin na svetu, se obstaja več virov beljakovin, obstaja tudi rastlinski vir beljakovin, obstaja živalski vir beljakovin. Važno je, da na koncu dneva ustrežemo temu BVM, se pravi, da imamo dovolj beljakovin v prehrani, s kateregakoli vira že, da imamo dovolj vlaknin v prehrani in da imamo dovolj maščob v prehrani. Sliši se imenitno? Ja, res je tako. Hvala lepa, Marjan.